Vedel sem, da pač želim narediti najboljše produkte na svetu, ne? In tudi ogromno sem v to vlagal in časa in znanja. Lahko rečem, da sem do mogoče 97-98 leta vse cevi v podjetju krivil jaz osebno, tako kot so ostali šli ob 3-4 domov, ne. Sem se pač lotil tega dela in sem tako do 8-9 nakrivil cevi, tako da so drugi dan prišli pa so začeli delati. No. Tako da je bila ena taka zanimivost, šele potem sem naučil ostale pač kriviti cevi. Tam, ko testiramo MotoGP motorja, nimamo zdaj zrak klimatiziran, stalno je na 24 stopinj, ljudje so opremljeni, ne. Če vam povem, da sem pred, 30 leti sedel na dinamometru pri -5 stopinj, praktično odzunaj in je pihal na nas in je bilo hladno in vse. In smo se seveda tudi ustrezno prehladili, pa še kaj drugega, ne, ko smo pozimi testirali in ja, zadeve so zelo napredovale. Dogodek je bil zame, bom rekel, izredno lep, predvsem poučen, ena dobra zgodba, dejansko kot je bilo tudi rečeno, od strasti do velikega uspeha, tako da zmeraj zanimanjem poslušam, sploh to, kar je Igor danes tudi povedal. Jaz sem se ga res zelo veselila, ker imam tudi sama proizvodno podjetje in sem bila prvič v eni taki organizirani veliki proizvodnji, čeprav pravijo, da je to za njih otroški vrtec, se je meni zdelo to nekaj res izjemno velikega, ne vem, presunjena sem bila pač na to organizacijo, kako so vse poteka v nekem redu. Nisem še videla česa tazga, no. Res fenomenalno. Ja, zdi se mi odlično, da poslušamo zgodbe najboljših podjetnikov v Sloveniji oziroma poslušamo gospoda Krapoviča, ki je brand itak sam zase v celem svetu in pač da imamo priložnost ogledati proizvodnjo, bom rekel, ali pa takšno tovarno, ki je tako urejena, kot je njegova, ne.